En lep pozdrav, spet se vidimo. Danes je to že tretja predstavitev in moram reči, da nisem čisto nič utrujena, ker moje srce je blagoslovljeno s takimi lepimi vsebinami in vse veste, kadar delaš tisto, kar rad delaš, nisi utrujen, ker se polniš in nič ne zgubljaš. To so bogatstva, ki jih delimo drug z drugim in jaz mislim, da je pravzaprav to na nek način smisel življenja. Vse ostalo je tako minljivo, no tudi mi smo minljivi, ampak to so taki dragoceni trenutki, ki nam polepšajo življenje. Danes je z mano, bila je tudi gostja v moji oddaji, Asja Širovnik. In sem zdaj razmišljala, a imaš ti mogoče možev priimek? Imam Moškon. Moškon, ja, evo. In Mina, aha, vem. Niste dobenek doktor, nisem spustila nič z doktorje. Mina Paš, ki se ukvarja tudi s psihologijo, Asja Širovnik. Pravzaprav vide se predstavlja, ker tle sem jaz vedno slaba, tudi ko sebe predstavljam, a je treba reči, da ste doktorice, oziroma fajn pa je, da se ve, kaj sta oziroma s čim se ukvarjata, ne? Ja, Mina Paš je moje ime, jaz se ukvarjam že... Malo bliže? Ja, jaz se že več kot 20 let ukvarjam z tematiko drog oziroma substanc. Delam na društvu Drogart, to je nevladna organizacija, ki se ukvarja z zmanjševanjem škode zaradi drog. Poleg tega delamo tudi v Zajčji luknji, to je pa inštitut, ki je namenjen psihoterapiji in raziskavam spremenjenih stanj zavesti. Po osnovni izobrazbi sem zdravnica pa psihoterapevtka. Evo, Asja? Jaz se pa ukvarjam že vrsto let z človekovo podzavestjo. O tem sem tudi napisala knjigo, ki vidim, da je tukaj. Kdo ustvarja mojo realnost? Tako je. In pravzaprav znanje, ki sem ga zbirala na različnih koncih sveta, od Amerike do Nove Zelandije, do Italije, Španije, Grčije in tako naprej, sem strnila tudi v šolo hipnoterapije, imam mednarodno šolo za hipnoterapevte, sem tudi psihoterapevtka po Gaborjevi metodi Compassionate Inquiry, že dobri 2 leti. Se tudi ukvarjam s spremenjenimi stanji zavesti, ki so inducirani skozi trans, torej skozi hipnotično sugestijo in transcendentalna stanja v hipnozi. Hvala. No, danes smo tukaj seveda zaradi Gaborja Mateja, ne? Mislim, ti si ga že srečala v živo? Midva z Gaborjem sva pravzaprav delala enkrat intervju, potem sva se spoznala in sva imela tudi zasebne pogovore, tako da lahko rečem, da se z Gaborjem dobro poznala. Hvala. Ti? Ne, jaz ga žal nisem še spoznala, sem pa zelo, mislim, ga pa zelo cenim kot avtorja, se mi zdi, da je naredil ključno stvar s to svojo knjigo V kraljestvu lačnih duhov, nek zelo pomemben korak k razumevanju zasvojenosti in povezavi s travmo, tako da se mi zdi eden bolj pomembnih avtorjev današnjega časa in učiteljev današnjega časa. Jaz sem prej imela pogovor z Brunom Šimlešem oziroma sva se pogovarjala in sem rekla, zdaj gremo pa govoriti o Mateju in je rekel, a veš ti, kdaj je on, ko telo reče ne, objavil? 1999, ne? In koliko let, 20 let je pravzaprav Gabor rabil, saj je Gabor mu ime, ne? Mate se piše, ne? Koliko let je on rabil, da so se odprla vrata za njegova znanja, ne? Tako da lahko smo priča času, ki se pravzaprav kljub vsemu vedno hitreje vrti in vedno hitreje spreminja. Kako se pravi, vajino prvo srečanje, prosila bi za vajine vtise prvega srečanja z njim, oziroma ti si že povedala, da tudi mene, moram reči, da ta knjiga še posebej, najprej, ko telo reče ne, potem sem šla pa brati te, v bistvu jo res priporočam, ker je izjemna. No, kakšen je bil, kaj je tisto, kar je, tako bom rekla, kaj je tisto, Asja, kar je najbolj te
se dotaknilo oziroma zakaj si sploh začela študirati njegova učenja? Ja, jaz sem se pa z njim srečala, ko sem pripravljala predavanje za hipnoterapijo za delo z otroci. In sem iskala nekoga, ker sem se spomnila, da smo se na fakulteti učili pomen attachmenta, navezanosti starša na otroka in da je to osnova za zdrav psihološki razvoj tega otroka. In sem rekla, ok, daj da zdaj najdem avtorje, od mojega faksa je že kar nekaj let mimo, daj da vidim, če je kaj novega, če je nekdo nekaj novega napisal, da jim to predstavim. In iščem childhood attachment, parenting, in najdem Gaborja. In takrat ga ni bilo v slovenščini, prek Book Depositorja naročim v angleščini knjigo, jo požrem in rečem, to je to. Končno je nekdo to vse rekel, kar je resnica, kar jaz opažam v svojem delu. Tako je enako verjetno in The Realm of Hungry Ghosts, v svetu lačnih duhov. Enostavno avtor je, in tudi ko se pogovarjam z psihiatri iz Anglije, kot sodelujemo, rečejo točno ta občutek, najdeš ga, prebereš ga kot strokovnjak in rečeš, yes, končno je to nekdo tako lepo napisal in hkrati znanstveno podprl. In zelo sem srečna, da je relativno hitro v Sloveniji Gabor naredil preboj v človeku, kolektivni zavesti. Ljudje ga berejo, sprejemajo, razumejo, zanima jih in to je wow. To smo si pravzaprav želeli, a ne? Tako da, it's a miracle. Za mene je to bil res čudež. Tako hitro se je usidral v slovensko kolektivno zavest. In kaj je tisto, katere tiste njegove resnice oziroma ta znanja so se te konkretno tako dotaknila? Torej, grem nazaj na ta attachment. Torej, to je tudi ta knjiga Hold on to your kids, ki je prevedena v slovenščino, ki govori o... Berte, ker je res fenomenalna knjiga in tudi pravzaprav po njegovem vse težave, ki jih otrok kasneje ima, tudi če pride v odvisnosti, se vedno vrača nazaj v primarne odnose, v otroštvu, v neizpolnjeno potrebo potem, da je navezan na mater in na očeta, torej, in govori tudi o travmi. Kaj je travma, kje se začne travma, je, da si v trenutku, kot je najhujše, odrezan in sam. Govori o individualni travmi, govori o kolektivni travmi in govori, pravzaprav sem prav rekla možu, ta knjiga je pravzaprav How not to create trauma, kako ne narediti travme otroku, kako biti prisoten z njem in na ta način je prevencija marsikatere travme, ki potem, če se travma ne celi, ne zdravi, rata odvisnost. Odvisnost od česarkoli, ne samo droge, alkohola, ampak lahko od dela, od hrane, od sladkarij, od odnosov, od seksualnosti, od česarkoli. Torej, Gaborju je nekako uspelo najti izvorno bolečino v človeku, travmo in poiskati njen izvor in začne se v otroštvu, začne se po njegovem v maternici, začne se v stanju, v katerem je ženska, ko je noseča. To vpliva na formacijo možganov, to potem vpliva na otrokov karakter in potem seveda okolje, v katerega se rodi. To je nekako povzetje, ki ga je on zelo strokovno, profesionalno, znanstveno dokazal, čisto v vsaki knjigi. Evo, če sem uspela zbrati vse to. Super. Lahko še za tvoje mnenje, mi se kar tikamo, ne? Se lahko tikamo, ne? Ja, mislim, bi kar podprla to, kar Bliže? je pred mano gospa povedala. Pač dejansko, jaz odkar se ukvarjam z ljudmi, ki imajo težave z uporabo drog, vedno, ko greš v zgodbah nazaj, ko jih sprašuješ po otroštvu, dejansko vidiš, kaj vse se jim je v življenju zgodilo. Večini njih. Ni zdaj to nujno, pač se mi zdi, da imate je res pomemben to, da je pač to osvetljiv, in da on se vedno vpraša, govori, da se ne smemo spraševati, zakaj je odvisnost, ampak od kje ta bolečina izhaja. Se pravi, kje je bolečina, ki si jo človek potem poskuša nekako lajšati z kakršnimi koli odvisnostmi. In recimo, ko gremo na področje škodljive uporabe drog ali pa zasvojenosti, je vedno pomemben, da se vprašamo ali pa da človeka vprašamo, zakaj ravno ta droga. Se pravi, človek, ki pride po pomoč zaradi uporabe drog, ve, da ima težave. To vsi vejo, se niso blesavi. Noben ni pač odvisen zato, ker bi mu bilo to všeč. In tudi ve, kakšne težave mu droge povzročajo, ampak je pomemben, da se vprašamo mi oziroma da njega vprašamo, kaj je tista stvar,
na katero pa ta učinek droge tako odgovori, da ne moreš prenehati z uporabo, kljub temu, da veš, da ti to zelo škodi, da lahko te to zelo ubija to. In zanimivo je, da za vsakega človeka pač je kakšna druga substanca problematična, ne? Nekdo lahko cel življenje uporablja celo paleto drog, pa nima težav s tem, potem bo pa naletel na eno substanco, ki mu bo pa odgovorila direkt na tisto izvorno bolečino, na tisto izvorno nezadovoljeno relacijsko potrebo in jo zato ne bo mogel nehati uporabljati, ker to bo zanj tako kot preživetje, ne. In tle ni šablone, tle ni enega recepta, da bomo rekli, ne, seveda so neke substance, imajo večji potencial zasvojenosti kot druge, ampak ni pa nujno, ne. Že če gledamo alkohol, velika večina ljudi pije alkohol, vsaj občasno, ampak večinoma nimajo ljudje s tem nekih blaznih težav, ne. Nekateri pa imajo in isto je tudi z drugimi substancami, tako da droge samo po sebi niso nič slabe, nič ni narobe z njimi. Problem je v tem, da pač po svetu hodi toliko traumatiziranih ljudi ali pa da smo vsi po svoje traumatizirani in ko prideš v stik z neko zelo močno stvarjo, ki te dejansko pozdravi za tisti trenutek, ne boš to pač vedno znova uporabljal. Asja, midve sva se, imamo prav osebno izkušnjo tudi, kako sva se srečevali čarobno in na koncu koncev sem tudi, mislim, sva govorili o tem, da naprimer človek preko psihologije, mislim, če je koliko toliko razgledan, če bere, v bistvu sam lahko prepozna svojo travmo, ve, kje je nekje, da je problem. Zakaj pa ne pomaga se samo pogovarjati in razreševati in iskati, kje je problem, oziroma če ga več ali manj celo včasih ti uspe najti ga, ne? Zato, ker pravzaprav, ko se pogovarjamo o travmah, ko ostajamo na zavestnem delu uma, na zgornjem, na površini in ne prodiramo globoko tja, kjer je pa pravzaprav travma shranjena in to je v našo podzavest. In dokler ne dostopimo do podzavesti, travme ne moremo razrešiti. Samo kognitivno, mentalno pogovarjanje o travmi je, v angleščini obstaja izraz scratching the surface, torej samo praskamo po površini. Zdaj, rada bi še nadovezala to besedo nezadovoljene potrebe. Tudi Gabor govori o tem, travma ni samo to, kar se je zgodilo, ampak odsotnost od tistega, kar bi se moralo zgoditi, pa se ni zgodilo. In tukaj je lahko, to so te nezadovoljene potrebe po ljubezni, po občutku varnosti, ki jih v zgodnjih fazah razvoja človek potrebuje, pa tudi kasneje v življenju. In kaj se dogaja, ko človek doživi travmo? Torej, travma ni tisto, kar se nam, spet citiram Gaborja, travma ni tisto, kar se nam zgodi, ampak je naše notranje reagiranje na tisto, kar se nam dogaja. In v angleščini beseda resilience, torej da smo bolj odporni, izvira iz te fondacije, ki jo dobimo, če so naše potrebe, ko so bile zadovoljene. Nezadovoljena potreba pa ni nekaj, kar nekdo reče otrok, imam potrebo, ki ni zadovoljena, ampak pride do notranje interpretacije, nisem vreden, nisem dovolj dober, ne zaslužim si ljubezen, z menoj je nekaj narobe. In s to podzavestno programiranostjo, s tem prepričanjem hodi po svetu in potem različni sprožilci vračajo to bolečino v temu človeku. In tisto, kar je najbolj pomembno, je, da pridemo tja, kjer je to v nezavednem shranjeno. Zakaj rečemo nezavedno? Zato, ker se zavestno tega ne zavedamo, ne spomnimo, ampak spomin je v telesu, v naših celicah, v naši bolečini. In ko dostopimo do te bolečine v podzavest, šele takrat jo lahko osvobajamo. In šele takrat lahko celimo rano, ki je v podzavesti, oziroma obstaja tak izraz ranjenega otroka. Če je otrok, ponavadi je še transgeneracijsko. Ja, podzavest, globoko v nas. In do nje ključev takole racionalnih nimamo, ne? O podzavesti lahko govorimo, ampak to ne bo ustvarilo dostop do podzavesti. Zanima me, naprimer, uradna znanost oziroma ta psihologija in tako naprej. Jaz vem, naprimer, in tudi sama imam to izkušnjo, pri mladih je zloraba drog, mislim, res zelo velika. Jaz bi rada slišala za kakšen konkreten primer, kako se vi lotite tega konkretno, da si mi znamo predstavljati in kako in kje, koliko je tega
Gaborja zraven? Ja, ogromen Gaborja je zraven. Ne? Mi se vedno lotevamo vsakega človeka, ki pride recimo po pomoč zaradi svojih težav z drogami. Se ga vedno delamo z njim na več nivojih. Treba je po eni strani mu čist pomagati v življenju, da zregulira to svojo uporabo ali pa da preneha z uporabo, odvisen zakaj je motiviran. Potem je pa treba nasloviti stvari, ki so pač do tega pripeljale, zakaj je on to sploh uporabljal. In tukaj pride pa v prvi vrsti, je zelo pomemben odnos, terapevtski odnos, se pravi, da ti človek zaupa, da je neko vzajemno spoštovanje in da se v bistvu ves čas zavedamo, da smo mi sam spremljevalci tega človeka na njegovi poti. Mi nismo tam zato, da ga bomo pozdravili, da bomo namesto njega naredili stvari, ampak smo sam zato tam, da ga spremljamo in da znotraj terapije človek dobi zadost varnosti, da se lahko potem sam pozdravi. Ker zdravljenje se zgodi v stiku z nekom drugim in če gre tukaj za neke zgodne relacijske travme, se pravi, da človek v otroštvu ali pa nekje ni imel zraven nekoga, ki bi mu lahko pomagal držati bolečino, je terapevtski odnos pol tisti, ki to pomaga. Pač ljudje smo relacijska bitja in dejansko rabimo relacije za to, da nam je boljše in da lahko živimo. Relacijska pomeni, naprimer, mogoče to ne razume, kaj to pomeni relacijska bitja? To pomeni, da ljudje smo socialna bitja in lahko samo v odnosu z drugimi ljudmi dejansko živimo. Se vemo, samica je najhujša oblika kaznovanja, recimo. Vidimo tudi, kaj se je zgodilo zdaj v teh 2 letih, recimo, ko so bile karantene, ko so bile izolacije. Mi na Drogatu pač srečujemo zdaj mladostnike, ki imajo res hude težave, z odvisnostmi, duševne težave in zagotovo je eden izmed vzrokov tudi to, da so te otroci 2 leti praktično niso imeli stikov z drugimi vrstniki, oziroma so jih imeli dosti premalo in za odraščajoče možgane je pa socialen stik tako kot za nas hrana, isto je. Tako da ja, so si pa ljudje zelo različni med sabo in jaz dlje, ko delam na tem področju, bolj vidim, da nič ne vem v bistvu in da imaš ljudi, ki jim gre zelo slabo v življenju, pa imajo zelo slabo osnovo, pa se zvlečejo ven iz marsičesa, čeprav misliš, tole bo pa težka, pa imaš ljudi, ki jim dosti v redu gre, pa nikakor ne morejo splavati. In tle pač nas ves čas vrača, da vse te razlage, teorije nam sicer pomagajo, da lahko ene stvari malo bolj razumemo in imajo dejansko ful smisla. Ampak vsak človek je čist poglavje zase in vsak človek rab nekaj drugega, tako da ni tukaj ene formule. A se ti nas spodbujaš tudi svojo knjigo, da lahko ustvarjamo svojo realnost? A se ti zdi, zdaj bom to obe vprašala, koliko je družbeni vpliv kljub vsemu, se pravi od zunaj, ta družba, takšna, kakršna je, ki se ji mudi, ki je vse materialno, ki se sicer uči, ki se spreminja, ampak kljub vsemu, ali pa bom še bolj konkretna, naprimer, jaz sem prišla iz okolja majhnega, drobnega, nič vrednega, treba se je bilo boriti za ljubi kruhek, nič ne veš, nič nisi vreden, kuharice so tam zato, da drugim strežejo, kot moja mama in tako naprej. Koliko je to, kljub vsemu, mi pa ves čas govorimo, današnji čas, da je vse odvisno od nas. Mislim, a se ti zdi res, da je čisto vse odvisno od nas? V bistvu, hkrati mi zdaj s temi stavki odzemamo odgovornost celotne družbe do tega, da nam ni dobro. Sej, no man is an island, človek ni otok, Thomas More. To je dejstvo. Enkrat povej, ker se je slabo slišalo. No man is an island. Noben človek ni Thomas More. Torej, noben človek ni otok in nismo ločeni od družbe. In tudi sama govorim o kolektivnem nezavednem, ki deluje znotraj nas samih. Zdaj, jaz se v knjigi dotaknem tega dela, ker to, kar ste omenila prej, da nek posameznik bo drugače reagiral kot nek drug. Kje je zdaj ta X-faktor? Jaz se tega dotikam in to področje raziskujem in tukaj govorimo potem mi o duši. In interesantno je, da če pride duša z notranjo resnico, ki je močno izrazena znotraj nje, tudi če okolje
ni koherentno z resnico, ki jo v sebi nosi duša, se bo nekaj v nas prelomilo in uprlo in bom rekla, aha, ženske niso samo kuharice, ker nosi kodo znotraj sebe in to je tisti faktor, ki ga znanost še malo gleda in reče, to pa ne razumemo, ampak duša Ampak pa to je. tudi Gabor Matej Ja, govori, ja. to je treba poudariti. Ja. Nekaj ni v skladu s tvojo resnico, notranjo resnico. In to je zelo pomembno, da lahko živiš v skladu z notranjo resnico. Ne glede kakšno je tvoje okolje, ne glede kaj se dogaja, tista sposobnost, da si ti lahko zvest svoji notranji resnici. To je v psihospiritualnem pomen resnične etike in živeti v skladu z božjimi, z božanskimi zakoni višje resnice. In hudo je, če ti okolje, če te pritiska, to onemogoča. In takrat nastane ogromen discord, razcepljenost med teboj kot posameznikom in med okoljem. In absolutno, prvi sociologi, kako se je začela sociologija, je bilo študijo samomorov, ko so ugotavljali, hej, družba vpliva na samomore. Tako da, no man is an island. Lahko pa se učimo stvari, tehnike, način razmišljanja, da se opolnomočimo, da smo lahko bolj odporni na pritisk družbe in da živimo lahko bolj v skladu z notranjo dušno resnico. Jaz sem noter padla. A se ti zdi, naprimer, da je teh odvisnosti v družbi vedno več, oziroma ali so pogojene s to kondicijo družbe, družba, ki je, se pravi, bolj zadovoljena, ima več stvari, je bolj, se pravi, materialno, bolj podprta, ali je droge, odvisnosti, vseh več tam, kjer nimajo ničesar in se pravzaprav borijo za preživetje. Mislim, težko rečem, a je kaj bolj ali manj, a ne. Zdaj, zagotovo ena stvar, ki je problematična v naši zahodni družbi, je ta izjemna netoleranca na nelagodje ali pa na težave. In to, da smo v bistvu zelo navajeni na to, da hitro probamo pobegati bolečini. Nismo navajeni na to, da takrat, ko nas nekaj boli, takrat, ko je nekaj težko, pogledati, okay, kaj se dogaja, kaj mi ta bolečina zdaj sporoča. Ampak se začne se že pri fizičnih boleznih, recimo. Te boli glava, zato ker sem premalo spala ali pa premalo pila, pa vzamem aspirin, namesto da bi se vprašala, okay, kaj meni zdaj telo sporoča. Saj to Gabor Matej lepo piše v tej knjigi, ko telo reče ne, kam to tudi pol pripelje. Pol je ta ekstremna medikalizacija družbe zdaj, ki je pač katastrofalna, zares, in psihiatrična medikalizacija in ostala, recimo v somatski medicini. Medikalizacija pomeni, da jemlješ zdravila, da je nekaj narobe in pol pač ti dajo zdravila za to, da te simptome v bistvu ti poreže. Tako da, tretja stvar je pa tudi ta, da je neka brezizhodnost prisotna v prostoru, v bistvu sploh pri mladih. Mladi imajo zelo dober dostop do informacij, veliko razmišljajo, veliko jim je jasno, že zelo zgodaj, bombardirani so z informacijami in z nekimi znanji, čustveno so pa zelo nepodprti, zato ker so tudi odrasli zelo nekompetentni čustveno karkoli sploh sprocesirati. In to mlade spravlja zdaj v eno blazno stisko. In ne vidijo nekega smisla prav zelo se neki fajtati pa matrati pa ne vem kaj. Obstajajo tudi vedno nove droge, pač zanimivo je to, kako vsak čas prinese neke druge droge v družbo. In tiste droge, ki so tisti trenutek nekako popularne ali pa zelo prisotne, odražajo duh časa, odražajo to. Katere so pa to zdaj, naprimer? To me pa zanima. Ja, zdaj je zanimivo, da so se stvari še kar spremenile, da je šlo bolj, recimo, ogromen ljudi je na pomirjevalih, uspavalih. Nazaj so prišli tudi opioidi, kot je heroin in ostali opiati na recept, tudi protibolečinska zdravila. Tle zelo sledimo trendu Amerike, kjer imajo opiatno epidemijo, imajo ogromen smrti povezanih z opiati. Tako da to je ena stvar, kar je dosti logično, da pač iščejo ljudje nekaj, kar jim nekako
otopi bolečino, olajša stvari, jih nekako da ven iz tega krutega vsakdana. Druga stvar, ki je pa zdaj prišla, je pa recimo med to populacijo ljudi, ki se zabava. Par let nazaj so bili zelo popularne poživila, stimulantne droge. Zdaj so pa šlo pa malo bolj v drugo smer, bolj v smer teh disociativnih drog, to so droge, ki te dajo malo ven iz telesa, ki te malo odmaknejo od vsega skupaj, recimo. Potem te, ki zelo sprostijo inhibicije, se pravi zavore. Ampak eden izmed razlogov, zakaj se recimo ljudje malo več odločajo za uporabo teh drog zdaj, je tudi to, da določena zdravila, recimo antidepresivi, na katerih je zdaj veliko mladih ljudi, skupaj z, ne vem, ekstazijem recimo, ne deluje. Ekstazi ne deluje, če je človek na antidepresivih. Se pravi, ljudje iščejo neke nove droge, ki pa ga bojo vseeno dali v spremenjeno stanje zavesti, ne. Zdaj, ena stvar, ki je pa tudi zdaj zelo prisotna, je pa kokain. Kokain je ratal pa nekako kar že skoraj tako kot trava, mogoče, a ne. Vse družbene sloje. Kokain je pa seveda substanca, ki omogoča visoko funkcionalnost človeka, da je lahko zbujen, da lahko več dela, manj spi, več pije tudi konec koncev, a ne. Tako da kokain je pa tak zelo jasen nekak pokazatelj sodobnega časa, no, tega Še, nikoli dovolj. Asja, zdaj, ko smo slišali, tole je prav žalostno poslušati. Kaj pa ti misliš, a je treba se tudi prav družbe, se pravi, kot posameznik lahko veliko narediš. Kako pa lahko to, mislim, a se da še kako drugače pomagati, aktivirati, oziroma so še tudi druge odvisnosti, ne? Je odvisnost od hrane, od odnosov, Od same odvisnosti. nakupovanja. Ja. Zadnje sem spet imela klic. Ja, vem, da to zveni hecno, ampak so ljudje, ki so odvisni od nakupovanja do te točke. Nakupovanja, da grejo v minus. To ni tisto, da greš pa malo šopinguješ, pa se dobro počutiš, ampak je, da greš v minuse in da veš, da ne bo za elektriko, ampak kupaš torbico za več tisoč evrov, čeprav bo ostala v omari. It's a serious addiction. Naprimer, za tisto 1 sekundo high, za 1 sekundo, da se počutiš fenomenalno, eno drobce sekunde, ker v trenutku, ko je torbica plačana, je občutek zginil. Recimo. Jaz bi se nadovezala na tole, na ta disociativne droge, ki ljudi potegnejo ven iz telesa. Obstaja nekaj, ker jaz ne pokrivam samo področje psihoterapije, ampak tudi tole spiritual, ne? Tudi s tem se zelo leta in leta ukvarjam. In obstaja v duhovni družbeni, ne vem, avtorjev recimo, ki govorijo o tem, ampak res zdaj že kar nekaj časa, da obstaja duhovna lakota po duhovnem prebujanju in da obstaja duhovna bolečina v človeku, ravno zato, ker smo tako umaknjeni od tega, da bi živeli svojo duhovno resnico. Ker duhovnost ni samo, da doživimo trenutno razsvetljenje v meditaciji, ampak je način življenja. In osnova za to, da ti lahko živiš svojo duhovno resnico, je, da si del družbe, v kateri se počutiš kot v svoji družini. Da imaš krog, v katerem se počutiš ljubljenega, sprejetega, ne samo kot otrok, ampak kot odrasla oseba. It's the sense of belonging, način pripadanja in da skupaj, tako kot imajo to vse indigenous ljudje v različnih kulturah, da imaš različne rituale, v katerih ti to doživljaš. In tega mi na Zahodu kot tako nimamo v resnici, ki bi se ta luknja zapolnjevala. To je ena potreba, torej po duhovnosti, po tem, da prideš v stanje duše, ker biti v stanju duše je naravno, je človekova naravna potreba. Torej, po Maslovi piramidi potreb je to sicer na vrhu, ampak še vedno je to naša potreba, da smo, da doživimo vso svojo razsežnost, vso svojo ljubezen, vso svojo svetlobo. In žal te mladi ne poznajo, nimajo drugačnega okolja, kot da vzamejo disociativno drogo, kjer za trenutek doživijo ta čustva, ki bi sicer, enkrat sva se z Gaborjem pogovarjala in mi je šlo,
In sem rekla, o, Bog, sploh ne vem, kaj sem rekla, rekel, ampak imaš prav, to je res. Ušlo mi je pa, da naši možgani lahko producirajo katerokoli kemikalijo, ki jo vzamemo skozi katerokoli substanco. V smislu, če ti vzameš ekstasi in doživiš ekstazo, to isto stanje se da doseči po naravni poti. But we need to find a way. In ljudje pravzaprav potrebujejo to stanje. In to, da mi potrebujemo ta stanja, je ok. Samo način, na katerega prideš v to stanje, če je škodljiv, je po Gaborjevem addiction. Ker jaz sem se hecala in sem rekla, I'm addicted to spirituality. In mi je zelo rekel, ne, to ni addiction. Addiction je, če ti škodi. Torej, naša lakota po duhovnem, po ljubezni, po svetlobi je avtentična in resnična. In kot družba bi lahko razmišljali, kako naj ustvarimo prostor, da to postane naš new normal, a ne naša nova normala. Ja, ker v bistvu vsi ljudje, ki temu, zdaj ki si mi dala misliti, ljudi, ki sledijo temu, so pravzaprav štrlijo, ne, iz družbe, a ni to tako? Ja, malo so čudni, a ne? So čudni, ne? Se pravi, zdaj moramo podpirati v družbi čudnost, se pravi avtentičnost. To, da lahko goriš s svojim ognjem. Ja, to, ampak pritiski so hudi, mislim, jaz na svoji koži mislim. To je siguren res. Je pa in ni pa tako enostaven pride do sebe, ne? Ker dejansko je cel življenje je v bistvu neko odučevanje teh vzorcev, ki smo se jih naučili zato, da smo lahko preživeli, ne? In polk enkrat rataš odrasel, če imaš srečo, začneš počasi nekako metati stran, tisti, česar ne rabaš več, kar si navlekel nase, zato da si lahko preživel in začneš prihajati do sebe. Ampak to je res dolga pot, pa ni prav lahka, ne? Vsi si predstavljajo duhovno prebojenje ali pa to, ker prihajaš k sebi kot nekaj ful lepega, pa ni, a ne? Ker te obrambe, ki si jih naredimo, so z namenom tam in ponavadi je to zelo boleča pot, ki beremo v knjigah te stvari ali pa v člankih, se nam zdi super vse, ampak pa, ko se pa tebi začne v resnici to dogajati, pa vidiš, da ni prav zelo lepo. Mislim, da ni prav easy, je ful lepo, ampak ni pa prav lahko. In se pa vprašaš, a je tole memlo res treba, ampak seveda je, ne. Kar nadaljujemo v tem, Asja, kar dej, povej, namreč, kaj je zdaj to, mi vsi znamo, smo že 1000-krat prebrali, delo na sebi, treba je delati na sebi. Jaz osebno vem, zdaj vem, kaj to je večletna disciplina. Disciplina je, duhovnost je disciplina. It's a practice, torej to je vaja in to je, jaz se vedno hecam in rečem pri nas, med mojimi učenci rečem vedno, spomnite se, all things are difficult before they become easy. Vse stvari so težke, predno postanejo lahke. In poanta je, da takrat, kad ti je težko, razumeš, da treniraš svojo podzavest, svoje možgane, svoje celo bitje treniraš v to, da boš lahko potem nosil in držal lastno svetlobo. In dejstvo je, da je to stvar discipline. To ni enkratni dogodek, to je vsakodnevna praksa, vračanje sebi, ustvarjanje prostora za sebe, vstopanja v lastno svetlobo. Še nekoga bi rada citirala. Marianne Williamson, mogoče v Sloveniji ni toliko zelo znana, ampak v Ameriki je ta avtorica zelo znana po duhovnih knjigah, po duhovnem prebojenju in je znana po enem citatu, ki ga cela Amerika pozna in citat gre tako nekako. Ne, ni vas strah vaše bolečine. Veliko bolj kot vas je strah teme in bolečine, vas je strah vaše lastne svetlobe. In to je dejstvo, ker da nosiš lastno svetlobo, moraš zbrati ogromno moči, moraš biti zelo resilient, ampak je tudi disciplina, praksa, da se naučiš nositi to svojo svetlobo in biti v tej svetlobi. In to je treba prakticirati vsak dan, ne enkrat na teden ali enkrat na mesec, z enkratnim dogodkom. Nekako tako, no, to jaz vidim. A to si bomo pa zdaj zapomnili. Se pravi, ni nas strah. Ja. Strah nas je naše lastne svetlobe. She says it. In tako lep quote Marianne Williamson, mogoče bom jaz ga poiskala dejansko, tako lepo je, ne, ni nas strah niti naše teme, niti naše bolečine. Naš najgloblji strah je pred našo lastno svetlobo in močjo, da bi v polnosti žareli. S tem bomo šli danes domov, a ne? Yeah, take that one. A je? Kaj to pravzaprav čize res pomeni, mislim? Če ti, naprimer, a ti to lahko rečeš nekomu, ki je odvisnik, ki je zaradi tega v hudih težavah, a mu ta stavek kaj pomaga?
Namreč, a veš, spet smo samo pri stavkih, ki Je- morajo jaz se- spostati meso. Gaborjevi knjigi ima on en del, ki piše o svetlobi in ki razlaga o svojih pacijentih, kako so sočutni bili do njih zdravnikov. In tukaj govori o njihovi svetlobi. O tem, kako on reče, ja, zdravnik, vem, kako se počutiš. O enemu pacijentu, ki je nad njem mal znorel, ker je bil utrujen. In potem je šel gor in rekel, prosti, danes sem pa jaz znorel nad tabo. In je ta pacijent, ki je bil odvisen, rekel, tak, pa se jaz te razumem. Jaz razumem, kako ti je, težko je z nami, težke energije so. To je bila svetloba v tem. In o tem Gabor piše in govori in pravzaprav, kaj je compassionate inquiry, kaj je sočutno pogled navznoter in iščemo tisto pred našimi obrambnim mehanizmom, tisto, kar ni naš obrambni mehanizem, naš avtentični jaz, tisto, kar mi smo v svoji resnici, v svoji biti. In to je ta svetloba. To smo. Ko jaz vprašam, kdaj, v katerem trenutku, naprimer, obe dve sta terapevtki, tudi imata izkušnje, v katerem trenutku te besede, ta znanja postanejo meso oziroma zaživijo v človeku? Mislim, vem, da je to težko vprašanje, v katerem trenutku, ampak to je zelo pomembno, ker moramo nekje dati neko iztočnico. Je možno. Jaz sem dober, mislim, dober primer, da je možno, ampak Možno je zagotovo, ne. Zdaj vsak človek ima nek ta trenutek preobrata, ki se mu neki posvet, ali ga pa pač nima, kakor je. In to pri ljudeh je zelo na različne načine pride. Eni počasi prihajajo do tega, da se pol nekaj obrne in v nekem čistem realnem življenju, da se mu nekaj poklopi in da zadosti stvari sprocesira, da lahko v bistvu dobi neko motivacijo za življenje. Enim se to zgodi v nekem trenutku, ko je pač bolečina toliko huda ali pa ko je situacija toliko težka, da te enostavno toliko daleč pritisne, da ne moreš, ne. Eni vidijo, da imajo izbiro pred sabo, ali nadaljujem tukaj pa bom umrl, ali spremenim stvari pa bom živel, ali se mi bo zmešal in potem se pač odločijo, na katero pot bojo šli, a ne. Tako da zelo različen je, no. Mene vedno znova ljudje res, ne bom rekla presenečajo, ampak ne delam si nekih vnaprejšnjih planov, kaj in kako s človekom početi. Meni se zdi, da ljudje dejansko naredijo v končni fazi vse sami, a ne. Rabijo pa dovolj neke podpore ali pa vsaj enega človeka ob sebi, ki vejo, da jih vidi, da jih razume, da jih spoštuje in da konec koncev tudi spoštuje kakršnokoli izbiro imajo, a ne. Ker jaz še zase velikrat ne vem, kaj je dobro, kako bom pa vedela, kaj je za drugega. Ja. Asja, mi živimo v svetu, ko je tako zelo važno, da imam jaz prav. In če se ti z mano ne strinjaš, te jaz izločim in se s tabo ne pogovarjam. Kaj ti pripoveduje takšno stališče v življenju? Glej, se bom spet kar nadovezala na Gabor Matejevo pa na njegovo knjigo o otrocih, kjer govori o tej sposobnosti, da imamo znotraj sebe dva konfliktna občutka in pravi, da je to čustvena zrelost. Torej, čustvena zrelost pomeni, da jaz lahko istočasno sovražim, ali pa moj sin, sovražim trening nogometa, ker je naporen, ker so me porinali, ampak istočasno si pa želim iti na trening nogometa, ker bom potem se naučila ali pa naučil dobro igrati nogomet. In pravi to, kad ti lahko dva nasprotujoča si čustva držiš istočasno, kaže na čustveno zrelost. Če pa jaz znotraj sebe nisem sposobna držati dveh čustvenih nasprotij in se jih zavedati in znati motivirati eno čustvo naspram drugem ali pa se zavedati pa komunicirati s temi čustvi, potem pa imam v sebi samo eno prevladujoče čustvo, ki je odpor, to je potem normalno, Gabor Mate, citiram, na nivoju 4-5 let. Problem rata, če sem jaz stara 40 ali 50, pa se še kar tako obnašam, ker sem ostala v čustveni fazi 4 ali 5 letnika. Govorimo zdaj o razvojnih fazah. Tudi spet, to se pravi, kadar bomo naleteli na
Kaj takega si ne rabimo povedati, ti si pravzaprav naravni 4-5-letnik, ampak lahko si pa mislimo to, ne? Lahko smo zelo Razumemo, sočutni, ne? sočutni smo celo lahko, Ja. ker v bistvu imaš prestrašenega otroka, ki ima samo eno čustvo in to je čustvo upiranja, ne? In to pravzaprav nastane, spet Gabor Mate o tem lepo jasno piše, odpor se dogaja pri otrocih, ki nimajo povezanosti s starši, ki nimajo ljubečega sočutja in njihov modus operandi za preživetje, da se vsemu upirajo. In to je zelo težko potem, če si starejši in tako deluješ, težko ti je biti v svetu, težko ti je komunicirati. Ampak, ko smo pa mi odrasli in če se srečujemo s tem, smo pa lahko do tega razumevajoči in rečemo, aha, ok, pač vsaj razumem, od kje to prihaja. In, ja. Zdaj vas tudi vse ostale vabim, če imate kakšno fajn vprašanje, zelo veliko smo zvedali, ni fajn, prav lep pogovor je. Ali je pogovor pravzaprav edino orodje oziroma to sočutje, srečevanje, da v bistvu rešimo sebe, družbo in začnemo v resnici ustvarjati svet lep, ljubeč, različen, svet poln različnosti. Ja, pogovor je samo ena izmed stvari, ne. Zdaj, včasih največ lahko narediš, če si s človekom sam lepo prisoten v tišini, takrat, ko mu je težko, ali pa da sam si. Tako da pogovor je samo ena izmed stvari. Je pa dobro, bi bilo pa fajn, da bi ustvarili neko tako družbo, ki bi bila podporna, ne. Ker družba, v kateri je normalno, da ljudje umirajo sami v bolnicah brez svojcev, družba, v kateri je normalno, da stari ljudje nimajo druge opcije, kakor domove za starostnike, družba, v kateri je normalno, da enoleten otrok 9 ur na dan preživi stran od staršev v skupini z drugimi otroki. To pač ni. Družba, v kateri je normalno, da ljudje spijo na cesti, da zmrzujejo, da se obrnemo stran od ljudi, ki rabijo pomoč, v kateri je normalno, da vsak dan toliko pa toliko ljudi umre v morju ali pa na cesti, zato ker enostavno bežijo za svoje življenje. Družba, v kateri je normalno, da se, ne vem, nekaj 100 kilometrov stran odvija huda vojna, tukaj pa pač hodimo po mestu, kakor da ni nič, to v bistvu ni nobena družba, ne. Tako da tle se moramo tudi vprašati, kakšno osnovo lahko naredimo za to, da bomo ljudje podprti, skupnostno podprti, tako kot je rekla gospa prej, tako kar je v indigenous ljudstvih, ki gre človeku v ekstremno stanje, v psihozo recimo, pa ga pač podpirajo toliko časa, dokler ne pride ven oziroma dokler in potem od njega dobijo neka sporočila, ne? Namesto da se jih zaprejo v psihiatrične bolnice, pa se sploh z njimi ne pogovarja, tako da tle imamo še veliko dela. Asja, no, daj nam zdaj konec pove, kako ven iz tega oziroma... Jaz bom dala en primer iz Gaborjevega predavanja. Rekel je, a vi veste, da so indigenous Indijanci v Kanadi, ko so prišli Evropejci jih disciplinirati in bere nam iz enega dnevnika, enega duhovnika, ki reče, ti ljudje so obupni, sploh ne kaznujejo svojih otrok. Do 2. leta otrok ne pristane na tleh, samo podajajo si ga med sabo in ga crkljajo in objemajo. Te primitivne ljudi bo res treba disciplinirati. In prav on, kdo je tukaj primitiven? In dejstvo je, da v teh družbah, predno so prišli belci, ni bilo alkoholizma, seveda ni bilo odvisnosti, ni bilo droge. Ampak še enkrat bom ponovila, otroke, torej je družba držala v naročju do 2. leta, se ni dotaknil tal, kar pomeni, da so si ga ženske podajale, objemale, otroci niso bili kaznovani, niso poznali koncepta, da se otroka tepe. Tako da, če hočemo zdravo družbo, moramo začeti doma, tam, kjer se otrok rojeva, ker citiram še iz svoje knjige, roka, ki ziblje zibelko, ziblje svet. It's up to us. Mi smo ta družba, vsak od nas. Jaz bi s tem stavkom pravzaprav končala. Roka, ki ziblje zibelko, ziblje svet. Boljšega sporočila z knjižnega sejma, kjer knjiga ziblje našo dušo, ne moramo poslati. Hvala lepa. Hvala tebi. Hvala.